Kako zelo je življenje v razvitem svetu udobno in številne stvari samoumevne, se zavemo šele, ko stopimo iz svoje cone udobja in se podamo v neznano. To je pred leti storila tudi naša naslednja gostja, ki se je odpravila v Južno Ameriko med Indijance. Kako so jo ti sprejeli, da se zdaj redno vrača med njih, pa nam bo povedala kar sama. Lili Sorom, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kakšen poseben indijanski pozdrav? Oni imajo inkovski pozdrav, recimo nas lahko naučim. Ama sua, ne laži, ama juja, ne kradi, ama hoelja, ne lenari. A res? Ja, pri njih ni dobro jutro, lahko noč, ampak v bistvu si veliko bolj globoki so pozdravi in izrazi. Zdaj, Indijance praktično poznamo po vsej Južni Ameriki. Glede na to, da si numerologinja, je Ekvador, beseda Ekvador, kaj pripomogla k temu, da si se odpravila ravno tja? Na to se pa nisem pripravila. Moram priznati, da nikoli nisem preračunavala. Pa ni Ekvador kot Ekvador, ampak ena majhna indijanska vasica, ki se reče Otavalo, ki ima tudi po svetu zelo znano tržnico Plaza de Ponchos. Tja me je najbolj vleklo, direkt pod vulkane. Aha, wow, pod vulkane, super. Ampak zdaj, nedavno si se vrnila ponovno iz Ekvadorja. Koliko časa si preživela tam? Običajno sem vsaj en mesec dol, pa še tiste en mesec se sliši veliko, ampak mine kot bi bil en teden. Tako da si želim biti čim več dol, pa čim manj tu. Tako da odgovorim na vajno vprašanje, lepo so me sprejeli. Pa kaj je tako, ne vem, posebnega tam, ne? Energija, drugačen način življenja, ni hitenja? Absolutno ni hitenja. Kdorkoli bo kjerkoli po Južni Ameriki potoval, vsi zamujajo. Na to se je kar treba navaditi. Tako tranquilo. Edino letala, ne? Letala greva tako, kot je treba. Jaz mislim, da zato, ker pač morajo. Drugače pa vse biče. In se nišče ne obremenjuje s tem? Ne, tako zmeniš se ob 7, nikogar ni tam ob 7, ampak potem vsi pridejo naenkrat. To je neverjetno, kako res same energije drugače dol delujejo, samo dihanje dol drugače. Glede na to, da si precej dol, te še jemljajo kot turistko ali so te že toliko sprejeli, da tudi, ne vem, če grejo, zmišljujem si, nekaj okopavati, tja na polje rečejo, Lili, pojdi z nami. Ja, tako bom rekla, jaz sicer imam to srečo, da sem jih veliko spoznala že v svojem otroštvu, da imam, bom rekla, zelo globoke in trdne prijateljske vezi že od prej, ampak tudi sicer zelo odprti, zelo prijazni, sploh če sam potuješ, zelo ti bojo pomagali. Jaz sem tudi že zraven šoferja na avtobusu sedela, ki mi je potem celo pot razlagal, to je ta gora, to je to, to je to, to je to. Sploh če je ženska sama. Edino to bi rekla, ni enako kot v Evropi, tam po noči ženska naj ne hodi sama okoli, ampak sicer pa zelo odprti, zelo dobrodušni, zelo odprti tudi temu, da ti pomagajo in ti razložijo stvari, tako da res lepa izkušnja. Kje točno v Ekvadorju pa živijo Indijanci? Kako daleč stran? Pa tudi visoko so se umaknili? Ja, podobno kot v Peruju, seveda, ker so pač prihajali belci, so se umikali, čeprav Otavalo v bistvu je, bom rekla, med vulkani, je v dolini, načeloma jih je veliko, je pa še vedno nažalost zelo rasistična država, tako da v glavnih mestih jih je mnogo manj. Trenutno poteka tudi boj, ne, za amazonski gozd. Kaj se pravzaprav dogaja? Meni je to tako fascinantno. Tudi če gledamo čisto iz nekega logičnega stališča. Vsi vemo, da amazonski pragozd so pljuča zemlje. To, da mi tam črpamo nafto, se meni zdi enakovredno samomoru. Ne glede na to, koliko dobička ti lahko v danem trenutku prinese. In nažalost, tokratni in prejšnji predsednik sta zelo odprta temu, tako da v tem trenutku in lansko leto temu se reče El Paro, oni temu rečejo, ko pride do totalne ustavitve države, so se pač Indijanci dvignili, pa tudi sicer so pogoji zelo, zelo težki za ljudi tam. Slabe plače, visoke cene tehnologije in tako naprej, zelo slabe možnosti imajo. Zaradi tega tudi je veliko odliva potem v evropske države ali pa v ameriške, severnoameriške. Koliko pa so recimo ti Indijanci, med katerimi si odvisni od same države, od gospodarstva in tako naprej, so ali še vedno živijo po nekih naravnih zakonih, se preživljajo izključno, lahko rečemo, z naravo? Odvisno kje, odvisno v katerem kraju, ampak da bi jim država kaj pomagala v smislu, da bi bili celo odvisni do njih, ne. Tam ni socialne pomoči. Ogromno teh ljudi, ki jih jaz poznam, ki so mlajši, recimo tudi od vaju, ker sem vse malo starejša, niso imeli niti možnosti iti v osnovno šolo. Ti, ko si Indijanec, ko prideš tja z dolgimi lasmi, še vedno to obstaja, ker smo mislili, da se je stoletja nazaj končalo. Diskriminacija, nimajo istih možnosti. Tako da tudi, ko govorimo o študiju, naša generacija zdaj hodi v tujino, dela, da toliko prišpara, da lahko otroke v šolo piše. Tako da se počasi spreminja, ampak na njihovih plečih, dobesedno. Ker si omenila ravno šolo,
nekje sem prebrala, da ravno starši, oziroma pri nas večinoma mame skrbimo za pač svoje potomce, oziroma za otroke, ne? Tam pa ravno obratno, da moški očetje torej popoldne sedijo. To je bilo meni tako zanimivo videti, kako gre družina po ulici, očetje držijo otroke. Mamice nosijo res samo čiste majhne štručke, ki so se komaj rodile. Ko greš recimo tam, kjer je tržnica, ker pač cel dan prodajajo, moški z njimi delajo domačo nalogo. Vse ne rečem, vse so zakoni, ki razpadejo, pa so, bom rekla, tudi primeri, ko ni pač očeta prisotnega. Ampak načeloma, ja, tudi nedelje. V nedeljo nema nikoga. Pač v družini doma sedijo, vrnejo tam kakšen žar in tako res so zelo povezani na tak način, kot smo bili mi mogoče 20-30 let nazaj še. Kaj jejo, ko si ravno žarno? Verjetno ne čevapčičev, pleskavic. Hrana je pa izvrstna, hrana je pa res, to je tropsko podnebje, se pravi zelenjava skozi uspeva, sadje skozi uspeva. Najbolj kvalitetne vrtnice so ravno iz Ekvadorja, svetovno najboljša čokolada je ravno iz Ekvadorja. Drugače pa ogromno vrst banan. Te rumene banane, ki jih mi tukaj dobivamo, so tam pravzaprav krma za prašiče. Ja. Sladke, slane, velike, majhne, tudi kot vidimo, tudi ko govorimo o, ne vem, glavni jedi so velikrat banane zraven, ogromno vrst krompirja, tudi na drugačen način ga pripravljajo kot mi, ogromno vrst koruze, ogromno morskih sadežev, tako da hrana je res izvrstna. Smisel, da boš rekla morskih prašičkov. Ja, to pa je njihova specialiteta. Sej ne, da je njim toliko dober, ampak vejo, da nam Evropejcem je to domača žival in potem je njim včasih tako malo nagajivo. Božitek reče, zdaj pa moraš iti na morskega prašička, si že provala morskega prašička. Tako da ja, je bilo pa to v inkovskih časih v bistvu hrana Inka, vladarja, tistih svečenikov in pomembnežev. Je pa tako, pri njih so bili morski prašiči kot tukaj podgance. Tako da njim je pa recimo zanimivo, da mi zajčke jemo. In je pa njim to, kako moraš. Ali pa srnco. Kakšen pa ima okus morski prašiček, si ga jedla? Tak, poskusila sem ga, ja, ker sem vedela, da se ne bom mogla izogniti temu, slej kot prej, tak trpek. Ni zdaj tako slab, no, tudi nič posebnega ni. In prav je pa, da ga je zelo pomembno znati tudi pravilno pripraviti, kot vsako stvar. Kot vsako stvar, ja. Je kakšna stvar, ki si jo ti prinesla med njih iz Slovenije in vedno, ko prideš, rečejo, daj nam to skuhaj. Kakšno jed? Jaz imam ogromno prijateljev, ki so na Madžarskem živeli, tako da vedno me prosijo za sladko papriko, za te naše začimbe od tukaj, recimo. Drugač pa ajdove žgance smo že dol naredili, filene paprike smo že dol naredili, tako da njim so tudi te stvari. Tenstenega krompirja, recimo, ne poznajo, ker je meni toliko zanimivo, ker je krompir njihov, vendarle. Ampak kje navadno živiš? Pri kakšni družini? Ja. Moram reči, v vseh teh letih, jaz sem tudi prej v Barceloni živela 3 leta, isto v indijanski skupnosti, ki se je tam formirala, tako da v bistvu na nek način bi lahko rekla, da imam svojo družino dol. In vsako leto se vračaš k isti družini? Ja. Kako velika je ta družina? Tam jih je kar veliko. Torej eno mesta gor ali dol. Ja, pa tam je tako, ogromne količine hrane ti postrežejo, pa žalitev je, če ne poješ. Se pravi, je pa sprejemljivo, da sabo vzameš. Tako da tudi veliko teh vreč, kot smo tudi prej videli na sliki, ni nič nenavadnega, da sabo domov vzameš, je pa prav, da poješ. Pa mogoče bi izkoristila še ta trenutek, ko govorimo, kaj je spoštljivo, pa kaj ne. Razliko med severnimi pa južnimi ameriškimi Indijanci. V Južni Ameriki, če si v njihovi noši, če jo ti tako oblečeš kot oni, to pomeni, da izraziš spoštovanje. V Severni Ameriki perjanice, pa njihov ta sveti predmeti, zelo boleče to doživljajo. Njim je bila zemlja dovzeta, prepovedano jim je bilo moliti, prepovedano je bilo obrede dela. To je še tisto zadnje, kar imajo. Tako da to razliko bi pa želela poudariti, že z tega vidika, da jaz nisem nespoštljiva. Ker sem zdajle v njihovi noši, tako. V bistvu tele rožice imajo kakšen poseben pomen? Ja, vsaka vas ima malo drugačne te vzorčke, točno veš, iz kje nekdo pride. Posledično temu se reče valka. Mlade punce imajo bolj nežne, jih imajo manj. Starejše gospe, prej smo tudi videli sliko, gospo jih ima veliko, bolj kot si premožen, več jih imaš. To so manije, so iz koral, tako da kar veliko tehnikih različnih delov noše, ki bomo pač vsak svoje sporočila. Pa imajo tam tudi morda kakšne posebne obrede, rituale, ki so te presenetili? To se je presenetilo mi to, koliko se je to res v vsakodnevnem življenju še ohranilo, tudi iz predinkovskih časov. Ravno zdaj dol poteka Inti Raymi, to pomeni praznik sonca, v Ekvadoru mu rečejo tudi San Juan, ker je pač solstici in se praznuje sonce in se ne veliko pleše, ampak tudi sicer zelo veliko ritualov, obredov, blagoslovov in je ostalo še odprej. Eden izmed zelo lepih je, ko deklica napolni 15 let, temu se reče quinceañera, dobi 2
otra, se pravi žensko in moškega, ki sta potem nekako ji pomagata pri vstopu v odraslo dobo. Ker včasih se starši ne razumemo, pa je puberteta, pa tako naprej. Ogromno imajo te simbolike, ogromno je še teh ritualčkov, obredov, posebnih dogodkov, daritev. Te daritve naredijo tako, tudi na slikah smo videli, je sadje, so rožice in to se potem zavije in se nese na vulkan. In se daruje. Tako. Zakoplje se v zemljo in se pač daruje. Vulkan, ki je nad Otavalom, se mu reče Imbabura. Bom pa tako rekla, nobena slika ne more pričarati to, kar tam čutiš, ko spodaj stojiš. Sploh recimo tisti, ki so nad 6000 metrov, ko si res takle. Pa prideš pa nazaj sem, pa Triglav pogledaš, pa si misliš, ja, Alpe naše lepe so pa res smrkavce. Kdaj skočim gor? Ja, po kosilu. Pa sicer se tudi, recimo, kaj sprehajaš, oziroma si se že povzpela na ta njihov vulkan? Ne, to moram reči, da nekaj ne najdem družbe, sama pa ne bi šla. Aha, Indijanci pa niso taki pohodniki kot Slovenci, recimo. Ja, pa ne, odvisno, no, tako bom rekla, je po 7000 kar, ne, pa res pa že orang, ko pač rabiš tu čisto drugačno opremo, tako da to vse ne gre naenkrat. Vse ne gre naenkrat. Kraj, kamor hodiš, ne bi veljali za nekakšno središče sveta. Res je, v Ekvadoru je Mitad del Mundo, kjer se sekata, se pravi sever in jug, skok in zahod, 0,0 točka se temu reče. V tele zgradbi, ki jo zdaj vidimo noter, je pravzaprav ogromen muzej, v katerem so prikazani vsi deli Ekvadorja in dejansko ne bi bil točno na tej točki zgrajen. Je pa Ekvador zelo zanimiv, ne? Različne habitate ima, od puščave do džungle. Si že vse prehodila? Tako bom rekla, ko ga pogledaš, gleda tak majhen, pa je še vedno veliko večji od Slovenije. Cela Slovenija gre v glavno mesto. Ima ob obali čudovite plaže, kjer je tudi veliko črnske populacije. Guayaquil je eno izmed največjih pristanišč in pristanišče, kamor so v davnih časih vozili sužnje iz Afrike. Tam je tudi zdaj malo bolj nevarno te dni. Potem imamo v sredini džunglo, kjer je totalna Amazonka, kjer je tudi meni surrealno, ko s človekom sediš v džinsu in ima iPhone v rokah in potem veš, da gre domov in se obleče v liste in spi pod palmo in ti je tako, wow. In potem ta del, ki je gorski del, kjer so Andi, kjer je tako podobno kot Machu Picchu, ki ga poznamo. Tako da poznam, džungle še ne, poznam pa veliko ljudi iz tam, ravno iz borbe proti naftovodom in vsemu temu. Tudi Leonidas, ki smo ga preomenjali, se trenutno boli za to, da pač ustavijo še novo črpanje. Ja, nekateri Slovenci, pa tudi številni Evropejci obiskujejo Indijance, zato da bi našli notranji mir, notranjo srečo, razodetje. Ajavaska je tako zelo popularna. Tukaj bi poudarila, nič nimam proti temu, da so ajavasko daje belcem. Ne me narobe razumeti. Ampak ajavaska je sveža rastlina, ki jo je treba v Amazonki odrezati in primerno pripraviti in deliti. Se pravi, v Evropi ajavaske ne boste mogli poskusiti. Ja, super, no. Kakšno popotovanje na vse zgodaj. Zjutraj že. Hvala, ker si nam nekoliko približala Indijance. Hvala lepa. Jaz bi se samo na hitro še fotografu zahvalila, če smem. Estimado David Gramal, gracias por compartir tus hermosas fotografías con nosotros. Saludos de Slovenija. Torej bi se Hvala španščine. Ja, kam bo potoval ta posnetek, torej? Tudi v Ekvador, brez skrbi. Mahamo in pozdravljamo. Pa smo zgledala. Lepo. Hvala lepa. Hvala tudi vama. Srečno. Hvala ti.